posluša. Posluša? Veš, da zmeraj posluša. Ne, ba jaz sam kar rečeš, hej Google, takrat slišim. Edinkrat. Jaz slišim, da imaš mikrofon čist predaleč, pa sploh še nisem dal slušal gor. Sploh še ni z Google. Zdaj, ko boš dal slušalke gor, boš bolj slišal. Ja, Da te bolje slišim. v bistvu te še zmeraj ne slišim dobro, zato ker Ker imaš ugasnjeno škatlo. ne, škatla že dela, sam ne dela. Midva te slišva. A spet Beti, bakterije. Ker niso- bakterije so šle. Ker nisi ugasnil, nekaj šel zadnjič. Ne, je bil ugasen, ker sem prav preveril. Ja. Opa! A se zdaj mi osjećamo? Kable bo vse Ja, štimati. mislim, no. Peliju se že zdi, da se osjećamo, sam še nismo čist zihar, nismo še tam. Še zihramo, ključka je, prej ni bilo. Mi še Ja. nismo čist wireless. Ne. Tako, Smo ne, še ne, čist ne, užičeni, da Lej, vidite. Dragi poslušalci, da vidite tole klele po tleh. Ne. kot bi rekel, Če bi prišel en, ta prav bi mislil, da je treba tlak čez narediti. moj, oziroma najen sodelavec Pelje mi je rekel, ne, mora biti na kabelka tole, jaz nič ne verjamem tole na Bluetooth pa ta jajca. Ja, sem res. So sam seva, jaz ne morem, bolj me glava boli. Ja, sej neki bo zihar na tem. Ja, lej, verjetno. Sam je pa res, da večina ljudi najbrž tega ne čuti. To je tako, Mogoče, ja, A veš, tako kot musko, ko smo v eni od prejšnjih oddaj se pogovarjali. Ne, da ne, ampak a veš, eni bolj slišijo, eni pa bolj čutijo. Jaz sem mu rekel, pol, da bolj brez veze, ker zraven sedi zraven 10 ljudi, ki pa imajo vse to preklopljeno, tako da mu bolj kurc pomaga. Ampak Je rekel, da pomaga zato, ker ni blizu. Ja. Ja. To je tudi rekel, da če ga ima bližji sebe, pol čut, če pa tako pa pač ne. Ampak Ja, lej, mislim, vsakemu svoje. Ne, to ni to, se ne rogam ali pa kaj. Ne, se tudi ne. Un model, ki je bil zanč pri Rubinu, ima tudi, mislim, un je mal militanten, zato ga ne maram. Veš, ne moreš resno imeti človeka, ki je proti vsemu. Ne. To je Ja. tako, ko ima tudi Bejbočev, mi smo za proti. Ko ima tedna imamo, yes. Mi smo za proti. Mi smo za proti. Pa smo že rešili. Tole si pa že rešili na začetku. potegnil iz 90-ih tole. Ja, seveda. Tam, ko sem doma. No, glavno, model je ful za proti. No, a veš, Aha, in to, pri čem? Recimo sam primer, ne vsega našteti, ker je ful proti. Big Pharma, Big Money, a veš, vse to, ne pač. Dobro, pa se to tako, mislim, neč narobe, če s protemu proti. Ne. Ja, ne, pa tudi vsi doktorji so podkupljeni s strani Big Pharme, pa tako, a veš, ne. A veš, vsi oni imajo. Vsi imajo narobe in on v Kalifornijo nahod, zato ker tam ful seva. Ne. Sam New York je pa v redu, recimo. Jack Cruz, Krauze s... Recimo New York je pa v redu, ali pa Detroit, ali pa ne vem kam pa hotno, da ne seva. Ne prav, ne vem, razložen na dolg in širok, zakaj to seva. Montana. Ja, tam zihar ne seva. Ja, ne, pa je tok štroma, pa tok vsega tam, pa tok hubov, vozlišč, pa ne vem česa. Kar si predstavljam, ker, a veš, LA area je, to je huge, no. Ampak še vse ne, veš, LA je ogromen, ne. Kaj pa on počne? Ja, nek kirurg ali neki bivši. Zdaj ima pa to sonce, pa ne sonce, luč pa on vodo. On pol denar, ki ga od operacij dobi, ga stran vrže, pa kako? Ne, ful je za denar. A ja, ful je proti big denar, ampak ja, ful je za denar. To je pa že drug issue, zaradi katerega mislim, ko on je rekel, da lahko, da veš, to pigment pa koža, pa to, da to sam zjutraj pač se izpostavljaš, to pač te teorije, ne. Pa sem rekel, pa mi lahko še kaj več preberem, pa me je poslal na njegov Patreon, ne. Aha, se pravi, je proti Big Money pa Big Pharma, sam če ni ta Big Money njegov. Zato, ker ni ta Big Money v njegovem žepu. Tako, ja, se pa ja. A to sem pa tudi jaz. Ne, ne, še kar Še kar butaste, ne, ker ne. Če nisem zraven, vas namaram. Take ljudi bo zgodovina pozabila, zato, ker bo en, ki bo rekel,
če je vse to res, kar govori, ne, bo en to napisal eno, ne vem, neki, dokazal, pa bo dobil 170 Nobelovih nagrad, če je to taka revolucija, kakor on pravi, da je, ne. Pa bo, ne, na gospoda, ki se mu pozabil ime, že zdaj le bomo pa pozabili. A veš, tukaj mora dokazati, ne, a veš, tukaj za Nobelovo moraš ti imeti, mora biti peer review, pa dokazljivo, pa preverljivo 10-krat, pa ne vem, ampak glede na to, da je bil Stalin nominiran za Nobelovo, pa da je Obama celo dobil, bomo rekli, da tudi to glih ni... Ne vem, neka vrednost. Dobro, ne govorimo o Nobelovi nagradi za mir. Se to, ne bomo se vemo. Tudi za znanstvene nagrade so šle kakšne, ko so pol ugotovili, da so še stvari narobe, pa da pač ne. Dobro, ampak takrat je bilo dokazljivo, kakor je bilo dokazljivo. A veš, mislim, da si daje priložnost narediti, popraviti napako, je tudi znanost je lih v tem, da je preverljivo, če se pa nekaj dokaže, ki vrže to trdijo, je pa pač to ne. Tako dela ta zadeva, ne? Ja, valjda. Noben ne pravi, da je to zapisano v kamen, ne? Ja. Kaj te matra, Aljo? Neki se mi... Sila kratročica. Ta mikrofon, eno Viagro, imamo gledati noter, ker skozi neki dolari, ne? Da bo stal. Mikrofon namreč, mikrofon. Čak, ti bom asistenta poslal. Jaz se bo visel liha, bomo zrihtali najprej majke. Ne, se bo v redu zdaj. Ali se nov premikal, lej? Se bo v redu. Ne bo. Sam boš zdaj peli s surovo močjo. Ne, asistent. Surova moč asistenta. Peli tamle sedi na stolu in srka brezalkoholno pivo. Čisto uživa v pogledu, kako asistent surovo močjo vrti kolešček. Ja, se je zdaj že šel, mislim. To je za nazaj razlagan, kaj se je zgodilo. Nisem pa sproti. Ja, ko se kaj takega zgodi, da recimo ali tu mikrofon dol pade, asistent pride, po šrafu pa gre, ker ima tam... Ne, da ima predprostor smo mi, kadar ne snemamo, ampak on je tam kaj ti so fugloš med vhodnimi. Nas bojo tožili zaradi zlorabe asistentov. Ja, ne, če pač... to ni modern zdaj, kaj? Mislim, nikoli ni modern, ampak... Kako da ne, Včasih smo rekli tem ljudem entreprenuri, ki so svoje asistente zlorabljali, pa jih premalo plačevali, pa to. Ja. Temu se rekli pripravniki v Ameriki. Temu reče. Zdaj rečemo agencije, veš, kad te plačajo čist premalo, da delaš čist prevelik. Imaš pa slavo. Jaz ne vem, kdaj so se delodajalci nehali hvaliti, koliko svoje delavce dobro plačuje. Se kdaj hvalili? No, a sta dojeli? Počas nama pride. Zmeram je bistvo, da ti poveš, koliko ti veliko delajo za mal denara. Ja, res. Ne, to je danes si Jack, če to pač. Ja, če ti to rata. Ta danes traja že zadnjih 200 let, če se... Kaj se je začela industrijska revolucija. Takoj zato smo usvojili to lekcijo. Prej bilo še cnej, prej so bili sužni, ne? Ne, mi smo bili še tlačani, kar je bilo... Dobro, kaj je bilo tudi snej, ne? Ker itek so mogli plačevati za zemljo, pa za vse. V bistvu je skozi isto. Sam pa... Jack, un model odprej ima prav, big denar je za vsem odzad. Big money... Razen, če si ti ta big money. Razen, če tvoj. Pa je pa vredo, pa kva težite, pička. Davki so previsoki, pička vam materna. Ja, valjda. Če lahko še od Patreona ne moreš živeti, no se to bo pa prav. Čeprav on po moje lahko, verjetno. To pa nisem preveril, če ima napisan koliko je. No, od našega se ne da. Tako da govoriš o tem, Aljo, intro. Če gre avizo najprej, halo, mater. Ne moramo biti tako amaterski, da ne. Se to sem mislil, no. Avizo je že, kako bi rekel je, it's implied. Ja, vala. V lepi slovenščini. Dobro, koma tedna smo rekli, imamo, avizo imamo, intro imamo,
Zdravo, boginje in bogovi prometnih zamaškov. To je podcast, ki vam krajša pot ob ponedeljkih zjutraj, če ste še od nedelje na cesti. Zdaj nas poslušate. Ja? Če ste se parkirali na avtocesto. Zdaj bo teh tednov zmeri več, ker prihaja vrhunec poletne in zamaškovne sezone. Da... Ker nas poslušate ne na poti v službo, ampak na poti domov iz dopusta. pa je to isti čas. Ja, ponedeljek zjutraj pa še zmer. Ampak če pa slučajno ne poslušate v ponedeljek zjutraj, je to najbrž torek ali pa sreda ali pa kakšen drug dan in upam, da kosite travo ali pa delate kaj tacga, kar ni del prometnega zamaška. Tako da, to. Ja, kljub tem časovnim preskokom smo mi trije še vedno Aljo, Peli in Zi. Hvala vsem, ki nas podpirate. Ja. Ja, to je res. Aljo se je hotel. Ta glas je pomenil največ, ker to res čuti z srca. To po mojem, da ste čutili, da sem vas objel. Ja. Globoka hvaležnost. Ja. Vsem, ki nas podpirate, smo pa res tudi unim, ki nas res začutite une moje roke od zadaj na hrbtu, ki vas stisne. Ne biti creepy zdaj. Ne biti creepy. Objem je bil lepo, zdaj pa že malo gremo čez. Zdaj pa vem, zakaj nas toliko ljudi podpira, koga nas podpira. Dokler vas ne povabim v gosti, je vse v redu. Zdaj si pa citiral moj najljubši vič. Mogoče za pa v gozdu. Sicer ni nič s tem povezano. Hoče sem ven spraviti iz tega vodnaka, kamor smo padli. Ampak, v glavnem, fulem pomeni to, da nas podpirate, tisti, ki nas in zaradi tega se lahko tudi vidimo enkrat na let na pikniku ali pa neki. Ostali pa, če ne, razumemo, če pa ne, pa tudi razumemo. Važno, da nas poslušate. To v bistvu najbolj šteje. Točno to. Hvala za seribe.si. Najbolj budistični podcast, ker jih je. Vse razumemo. Ja, pa če razumemo, vse razumemo. A gremo pogledati, kaj je bilo v prejšnji epizodi. Pejmo. En ulom smo imeli. Ja. Akcijski del Štoparca se je začel, mislim, 5. knjige. A je Ford v zadnje čase zmeri sam, da dela najboljšo kako bi rekel, ponašanje Johna McClaina. Ka on skozi neki, se mi zdi, že nekaj časa. Čeprav te knjige še kradu, ne? Se je to, no. VHS je pa to. Se je to, je rato kar tak action hero, mislim. Se vem, da je bilo to v 90-ih sicer, ampak po moje se je čudil ta, Rambo, John McClane, vsi heroji. Ja, akcijski heroji, valjda. Sigurno je bilo to takrat bolj modern. Ziher. Kako bi Dons gledal, recimo, v Douglasovih očeh? Van Damme. Ne, Dons ne, to sem še naprej. Odprej, za Rambo. Ja, se je pa nehal, ker so bili te Street Fighterji. To je prišlo pa pol v... V en dan trenutku to izvenine. Čeprav, mater, Die Hardi so bili pa... Die Hardi, ja. Prva dva sta bila vrhunska. 1-2 je super. Trojka je v redu. Ne, kjera so unaka so tuneli? 4? Tuneli? 4 tuneli? Ja. Mislim, kjer je tuneli zdaj? Moraš biti bolj specifičen. Sej vem, sej v glavno. Enka je v Nakatomi Plaza, 2 je na letališču. Ja, tera sta top. 3 je v New Yorku, se okrog preganjajo Samuel L. Jackson, se mi zdi, da je 3. Pa kaj je ta hud vilan, ta zoperan? Angležje. Jeremy Irons. Ja, ne, pa je pa v 4 so tam tuneli eni. No, pustimo, v glavno. Bomo dali zapiske. Se mogoče se tudi jaz pobrku zdaj. Ja. V glavnem, Ford ima orang John McClane, zato ker smo ga v bistvu pustili sred poglavja, ker je model imel orang akcijo. Tako. Je pa prišel do urednika. A smo to povedali ali ne, da ga je... Ne še, čakaj. Saj se da že prekvarnik.
Ne, nisem dal še A nisi, kvarnik. Zdaj se glika zakaj rekel pa nisi kvarnik. zakaj pa nisi dal opis, da si vedel, da bo neki rekel. Drage poslušalke in poslušalci, Tega niste slišali slišali. še To brište iz Ne, zapisnika. vse je bil bip, vse o Madonna. Lojska pobriš tole. Lojska pobriš tole. Končali smo, bom že sam ugotovil. A, To smo, ja. Saj to sem. Okay, zdaj pa je bil kvarnik, zdaj smo pa že tle. Ja. No in potem on... In potem se Ford zaleti v vrata. Ne, vedel je, da je glavni urednik, ne, ampak Seveda. ni vedel še, da mu bo. Ti si... No, ja. Ja, okay. Ne, pač on je hotel vstopiti noter, tako kot je bil običajno navajen. Zelo dobro si povedal to. Ja. Ne? In to je bilo. In John McClane lahko gre dam, spakira Ja. kufre, pa gre lepo direkt ženi, nič v nikamor ne hod, niti enkrat on se dvojkrat. še na bokavcih ustal. Ja. To je to, ker samo Ja. za penziče. Ja, samo Tako. za penziče. Ni bil za burek, ne proti Ja, ja. Fordu. Ne, ker to je bilo res dobro, ker se je zvil v kroglo in zakotalil proti mestu, kjer, pazi to, je bil običajno voziček z zbirko najmočnejših in najdražjih pijač v galaksiji. Tebe je bil to, a veš, kam bi šel Ford najprej? Ben je strelil proti vozičku z najdražjimi pijačami. Kar smo pol zvedeli, da streljanje medtem, ko Ford prihaja v pisarno glavnega urednika, ni taka redkost. Ne? Tako. A veš, tako da ja, ne. Ne. In pol je on imel plan, da bo šel sicer z vozičkom naprej, v unga kota, kjer je stal dragocen in izjemno pohošljivi kip lede s hobotcem. In ta hobotec me je z hišče stresel, in sem šel pogledat, kaj je bil ta hobotec in kdo je ta leda. In sem zvedel, da je ena boginja tam iz... A da je nekaj? Ja, v bistvu, če sem se prav zapomnil, je eden od teh starih grških bogov in naredil otroka, ali pa celo posilil, zdaj ne vejo, zato ker še niso čist volk, kaj je zdaj ta prava terminologija. Oziroma, kakšen je... Zanimivo, ne? Kakšna je definicija? Zanimivo, da imajo v bistvu na nekem XY planetu, kjer je štoparski vodnik se preselil, da imajo v bistvu te grške ekipe. Ja, lej, Grki so znani po vsem svetu. Ja, Vse je in galaksij. hobotnice. In šire. Sam pazi, v originalu je leda, se pravi ta Grkinja in labot. Oni imajo pa Grki, pač Douglas se je malo pošalil in dal hobotnico noter, zato ker je očitno. Ker imajo malo drugačna mitologija. Ja, tako da, kaj je bilo z ledo in z labodom, si lahko pogledate v zapiskih, ker je ta poglavje tako predolg. In v bistvu Ford je šele na pol poti, ker ne. Tako. Pol je pa uletel varnostni robotek. Njegov prijatelj, ki ga je že kar v bistvu vzljubil. Tako, ja, ki ga je že kar vzljubil. In ja, v Rafal je šel pa pol robotka na mestu, ali kako je že bilo. Ja, seveda, ja. Streljni ogenj Fordu namenjen je pokasiral robotek, ampak v resnici pa ni bilo tako. Mislim, da tako ni bilo, kot si je Ford predstavljal, da bo se kotalil pa skrival. Mislim, on je imel plan. Plan je imel in je bil kar v redu. Ker naredijo maketo. Pa, tako je. Ja. Smo v teh filmih videli. Tako. On je imel plan. SWAT naredi maketo, pove, kje bo kdo vstopil, kam bo šel, kako bo naredil. Štirje od zadaj. In pol ugotoviš, da tam sploh ni unih bajt. Ja, tako je. Približno tako je bilo. Ne, da ni vrat od bajtnine. Ne, bajtnine nič ni. Ponovadi je ribnik tam v takih primerih. Vse je drugače. Tudi pri Fordu je bilo isto. Ni bilo ne vozička, ni bilo ne lede, ni bilo nič. Ja, in kar je lahko nakazalo samo eno stvar. Vse je bilo isto kot prej, vse je bilo neki drap. Tudi tako kot prej, v hodnikih, pa to, kar smo prejšnjem poglavju. No, ampak najbolj je bilo pa, da kljub temu, da ni bilo nič od tega, kar je bilo tam, da se je on še zmeraj kotalil, pa ko bo cel tam bolj nisel. Ja, mislim, on je svoj plan izvedel. Plan je imel, valjda. Drž se plana, ja. Tudi če gre vse narobe. Ja. V glavnem pol se je v bistvu... Ko sem bral, sem se tako predstavljal, da je v bistvu ena flipper kugla, veš, kako se bounce, se odbija od unih vseh stvari, od šipe pa od nekoga. Ne, ampak je bilo ful dobro, ker je bilo tako, veš, se je zakotalil, pa tega ni bilo tam. Ja. Pa se je zakotalil, pa tega spet ni bilo tam. Ja. Veš, pa se je butno in pol po nesreče prstal za enim kavčom, ki je bil tudi,
ki je bil Elegantno siv, Ja. stari. Mislim, kam smo to pršili? Mislim, Ja, lej. no, vmes je pa tle še štorija od urednika Bjužga, stari Arzil Dogota, ki je bil pač, ne, on je v bistvu uvedel te puške pa pištole, pa ne, je rad streljal na dopisnike, ki so prišli praznih rok. Ali pa s prevelikim računom, se pravi Ford pa Ford. A veš, ne, tako da, ja. Tako je vzdrževal visoko produktivnost svojega moštva, je še napisal Douglas. To so te motivacijske metode, Ja. ki bi verjetno tudi zdaj kakšnih radi tako implementirali. Ja, sej, Gledam enega zunega z avti, bi tudi po mojem rad kaj tazga imel. kjer z avti? Ja, unka avte dela pa rakete pošilja. A ta je, Ta bi po ok. mojem tudi kaj Mater, že toliko sem ga dal sem ga, Si ga v bistvu izklopil? izklopil sem ga že iz podzavesti, zdaj sem ga imel sam že v Lizard Brainu in zdaj si ga vklopil. Ja, ne, po mojem, njemu se bi zdelo to čisto fajn. Ja. Zakaj ljudi, on je ta en, ki bi po mojem nazaj malo tako kašno, še za malo manj denarja uvedel. Sam veš, kam pa skupaj ga on z nami. Ja, tudi mi našega tega le sound guy radi zaklepamo. Sam naš je malo, kako bi rekel. Ja, se vem. Ja. Pri nas je čisto Not- nekaj drugega. No. Ja. Ja, seveda, ne, to je čisto Ne, mi pa ni. To je čisto drugače. To je čisto drugače, se halo. Čisto drugače. Mi pa nismo taki. Pa se scenaristu damo tudi enkrat, da te ne zajest. Ja. Dobro, pustimo. Dajmo se osredotočiti nazaj na Forda, no, ker tle je nekaj močno narobe. Ne. Ja, Veš, lej, tle je- mislim, Ford je gotovo, da se je zgodila neka sprememba. Ja, sploh, kaj Mislim, že prej sluto. Ja, pa se mu je že bajta, ne, se mu Se je pravi, prej se zdelo pravi, malo čudna, ne, da je- že cel poglavje je vse zelo narobe. Vse je ugotovilo, da je neka Ker Prej je bilo sprememba se tako- zgodila. prej je bilo tako zgledalo, da si v Vegasu prišel, ne, v Ja, nek zdaj je bilo pa, hotel, ne, zdaj je bilo pa tako malo bolj sterilno. ne. na računovodsko konvencijo prišel. Ja. Ali pa še kaj hujš, dacarsko konvencijo, ne vem koga. No, pač to, kar vi mislite, da je najbolj dolgočasno. Ne bodimo stereotipi. Ja, sej to. No, saj- mislim, ne hodimo ne na datarske, ne na računovodske konvencije. Sreč. Mogoče. Sreč. Čeprav jaz sem bil na par računovodskih žurih, ni bilo Ja, slabo, moram ja, reči. ja. Tudi takrat, ko smo bili še singali, tudi racijo, mislim, razmerje med moški in ženska je v žensko populacijo zelo visoko, kako bi rekel. Tako. Facebooke, Super, par res dobrih žurov. yes. Ja, ok, no, tako da dozamem Tako da nazaj. Kar se priporočamo. računovodij tiče, Priporočamo. je to Pa je te absolutno. računovodske žure. Dobri so, za dacarske pa ne vemo, tako Ja. da ne bomo sodili. Ali ti mogoče veš datarski žuri? Ja, ne, mogoče. Ne, sreč ne. No, Okej. dejte po. Mislim, z njimi imam res zelo malo vred upravka. No, Čeprav- čeprav ja, mi, da sem bila enkrat na davčno napoved, na če da- mi kaj na vrnejo. davčni so bili prijazni. Nisem bila na žuru, Ne, sem so v redu. bila na drugačnem žuru, delam air quote, ampak so naj jo povabili na razgovor in sva Sem šla res, sva kar lepo. In so bili prijazni. Smo se zmenili. Prijazno. Dopis ni bil tako prijazen, kot so bili Dopis ful ni V bil dopisu prijazen. bi še Dopis zdaj je bilo bil- v čuzi, po mojem, Do- to je do- bil napisan. Dopis je bil vogonski. Ne? Ja, ja. Aha, To, to, ja, to, Dopis je bil uno zdaj, dajte zdaj raj ledvico, ker če bomo mi vzeli. v vse skladu, vzeli. bla, Ja, ja, v skladu. delala sta na robe, tok pa to let, vse je bilo, ne vem. ja, lej, da se, Da a veš, da tista se mafija- najprej se moraš, a veš, nekako pozicionirati, ne. Tako Ja. in so se. Zelo dobro. se. No, a veš, ne, da ne priješ ti kje, kva kaze. Z pozicijo moči so se Zdaj ne postavili. prideš kaj model, a lahko to pod preprogo, a veš, ali nekaj. Ja. A imamo plan B slučajno, ne, a Da veš. prideš to. ti s povešenimi uheljčki. Kje, Zelo ne? povešenimi uhlčki. Vadla sva. Ja, ja. Imam Ne, sliko, mislim, imam sliko, kako zivat. ne, najprej sem šla vprašati, najprej sem šla računovodje vprašati, kaj so zdaj sploh za Boga naredila. Točno Tako? to je bil najhuj. Ja, Ja. moj pa računovodje malo prebledela, pa reka, ja, zajebala sta, Ni pejta dober, se zmeniti. Ni dober. Pejta se zmeniti. Pejte se zmed, mogoče vam rata. Ja, mogoče Niso mi vrata. bolj prijazni, kot je računovodki ne mislila, da pač Ja. Da bojo prijazni. Tako da v bistvu vse tisto, kar smo prej povedali, skenslite, Ja, zige so veste, datarski žuri so datarski nori. žuri so noro dobri, ker nikoli ne veš, Tako da da dajo še enkrat. in spoštujemo vas. In ful ste fajn. Čeprav, Ne, pa so res a veš, fajn, ko no. sem Res so bili poslušal, tudi ko sem poslušal tele, ki so bili info people od Fursa, so bili ful zabavni, ko so bili na Ne.
Bliški so bili, ne, v umetnem času. Tako da naslednji piknik, ki ga delamo z dacarji pa računovodki. Yes, to bo to. In računovodki mi. Ja, to, vse to. No, tako da ja, so kakšni računovodski datarski podcasti, da to skrat to naredimo. Mislim, da bomo en isti štimung, ne? Ja. Ne vem, če je to. To je Tomo Snežiča povabila. Sigurno sem. Lej, se ima Ne vem, zdaj se sam uletel mi je. Jaz sicer tega ne bi naredil, ampak nekdo, ki zdaj ima... ne optimizatorje, ne, jaz sem mislil bolj te, ki so, ne. Se on je resen človek. Se nisem, on je optimizator, se nisem rekel, da ni resen človek. Nisem, a sem namigoval, da ni resen človek. Ne, sam pač režali smo se to. Ja, tudi sebe. Ker je bilo smešen. Ja, to je baš prav. Skratka, kje smo stali? Ja, daj pejmo nazaj. Ne, to se hoče reči. Ideja, ne. Če je kdo od naših poslušalcev pa entrepreneur, in bi rad zaslužil, ne, predlagite Snežiču, da nema svoj finančni podcast, pa bomo pa lahko skupaj s Snežičem naredili piknik. Ker drugače mi z navadnimi računovodji, ne bomo. Skratka, kje smo ostali? Se globi sem šel, ne, vse smo rekli že, dno nima dna. Ostali smo pri tem. Ne, si že v luknji. Ja. Me že zasipajo, jaz pa še kar kopljam. V glavnem, ostali smo pri tem, da je glas rekel gospod prefekt, kot domnevam. In to je bil glas nekega gladkoličnega osebka, kar pa ne Stagi Arzil dolgo ni bil. Ne. On je bil od hudiča, ne pa gladkoličen. Ne. Tako da očitno to ni bil ta starorodnik, ampak je bil to nek drug. Ne. Ampak tudi Trnov je po načinu, mislim, mu je rekel, da po načinu vstopa sklepa, da nima člankov, ne, oziroma da, kako napisal, da nimate snovi za vodnik. Ne. In tle je avtor zelo lepo napisal, da se je naslanil na mizo in pri tem stiskal konice prstov v kretni, ki za čuda še ni bila uvrščena med teže zločine. Si prav predstavljam, kako je bil tako, a veš, tako pedantno si, ne. Ja. Si jih je, a veš. Se zdaj po mojem, a veš, to si jaz tako predstavljam, da je ta zdaj nek direktor neke korporacije, pristen kravatar, ne? Ja. A veš, tam imaš pa, ne vem, enega, ki se kotali gor. Neke take zločinske organizacije. Ne, sicer, a veš, oba dva sta pač vodje neke organizacije. Ne? Ja. Oba dva sta po vsej verjetnosti sposobna človeka, ne? Ja. Sam pač nekdo bolj funkcionira izven zakona, kot nekdo. Ne? Ja. Tako. Ampak oba dva pa verjetno vlivata lahko nek strah. Ne? Vsekakor. No, da sta bila v bistvu čisti isto, sam pač on je imel malo bolj take liberalne metode, ne, ta je bil pa bolj tako pošterkan. Ne. Ja. Rezultat je bil končni isti. Ne, isti, ja. Ja. Če bi bilo to, da se pa vrnemo na naše filme, ne, ja. Bi mogel biti un polivinil po tleh pogledov. Ja. Tako da kak. Belili smo gliga. Ja, glih. Nimate nič materijala, veš, sabo. Zakaj pa je ta polivinil po tleh? Nekaj prenavljamo. Ja. Nekaj, da se ne umazalo, veš. Vse je v redu. Ja. Ja, lepo, pa imate malo debate o ekonomskih, kako bi rekel, transformacijah, pa levo, pa desno, pa kako bojo oni to prodali, pa ne. Je bil tale tudi namazan s vsemi žalbami, tale Van Harl, novi urednik. Van Harl je bil, ja. Ja. Ja, ne, že to, da je rekel organizacija, ne, a veš, Ja. ne, da je imel, ne. Kaj pomeni, da je nekaj organiziranega odzad, ker Ja, je bilo seveda, ne. vse precej neorganizirano, ne. Ja. Mislim, vse pol je Ford rekel, kakšna butasta beseda za našo bando je to. In pol je Van Harl šizno, to je tle malo šizno, ne. Ker je rekel, da je to preplačena, neurejena, prenapojena in brezglava banda, začevši z urednikom, in pol razloži, da pač je šel
in urednik in njegov voziček z alkoholnimi pijačami sta šla in pač se nekje hočeta pozabiti na to, kar se jim je zgodilo, oziroma kar se je uredniku zgodilo, in da je on iz firme Infinidim in da so kupili vodnik. Tako. In za ta ime Infinidim so dali milijone in se ne zajbava. Mislim, kako že. Ne, ga kar hitro vzlupi. Ja, da ga nekaj hitro vzlupi. Da je res fajn. Ali se pa pobere svoj robot. Tako da je, a veš, je tudi Harl, je oštar. Ja, korporacija, to je kar si rekel. Korporativni menedžer, veš. Ja, korporativni menedžer, zato ker zdaj so spremembe, so tle, razumeš, ne, a veš, vse se spreminja, tudi galaksija se spreminja, mora razloži, ne, da... Tako se pravi, malo ste imeli te ekonomske pogovore, kako pa kaj, kaj bo, pa kaj ne bo in pač ne. Sam tle bila lepa, ki je rekel, da se galaksija spreminja in da treba v prihodnost, začne Harl si da na eno belo točko, si da prihodnost in hoče z njo nekam udariti in nisem Ford z živčega faše. Ne mi ti v prihodnosti, ker sem jaz, veš, prevozil po dolgem in počes in prebil pol življenja v prihodnosti, tako da kva, razumeš, ne. Ista stara roba, ne? Ja, samo malo hitrejši avti, pa kako že. Pa bolj usren zrak. Tako, ja. Mislim, prihodnost je rožnata, drage in dragi, tako da ne. Ja, lej. Ne, sam zrak bo rožnat. V 50-ih so mislili, da bomo imeli že leteče avte, tako da to kot tem. Ja, sej, zdaj imamo pa, ne, zaenkrat ni rožnat zrak, ampak je rjav, vsaj v New Yorku. A se je že spucal, zdaj se je že spucal. Ja. Ampak glej, sej drug let bo huj, veš, ko bo več požarov, tako da ne sekeri se, da bo malo bolj, ker vse smo rekli, no, nima dna. V glavnem, po je pa razložil Van Harl, v bistvu, da stvar ni tako simpel, kot si je Ford predstavljal, da bo... Vmes je bil pa, začel je pol z multidimenzionalnimi... On je predstavil idejo multidimenzionalnih vesolij, ne? Tako, ja. In potem je Ford mislil, da je zaobjel, ne? Ja. Da je srž tega ven potegnil, ne? In da ko bojo prodali več štoparcev, ne? Ja. Ne. In klej pa neoliberalizem res naredil, pa trojni salto z dvojnim akslom, ne? Ja. In je... Tako dobro, da se je model slinu po bradi. Tako, kaj si rekel. Slinca mu je rekel. Dobar je, dobar, to komu zaslužil. Ja, ne. Ja, tako ne. Eno stvar bomo prodali milijard. Ja, ne milijon stvari enkrat. Tako, ne bomo... Ja. A veš, pa to je še recimo z današnjega stališča, ne, je to še okoljsko, ne? A veš, koliko je manjši CO2 odtis. To je zeleni prehod, razumeš? To je to, zmaga cela. To je zeleni prehod, mislim, halo, Van Harl obvlada zadevo, mislim, prav sem si ga predstavljal, kako avtor res lepo opiše, kako on mu razloži in Ford čist klar zaprepača, ampak Ford je pa še zmeraj likan in ko njemu slika poteče, mu še zmeraj da brisača, da si počufa, ker ni imel robčka. Takšen korporativc pa nima robčka, ampak lej, ja, no. To ga je. Da ne bojo več oni prodajali, to ne. Štoparjem, ja. Že kakšen beden koncept, ne, veš. Vse to ima prav bistvo, ne. Da ti prodajaš enim brezveznikom. Vesolskim hipijem prodajaš stvar, ki itak nimajo denara, ne. In cel vodnik v bistvu narediš za to, da bojo ljudje čim manj zapravili, zato ker pač v bistvu so reveži, ki štopajo po vesolju. Resnic, tako, ja. Mislim, oni z najmanj denara. Mislim, ja. Už prodajo stvari. Je pa res, da tudi nočejo imeti veliko denara, ker če bi hoteli veliko denara, bi pač delali v korporacijah, pa bi hodili dom. Ja, samo tukaj pol ni denar, ne. Tukaj ni denar, ne. Ja, tukaj ni denar, ne. In pol je razložil cel biznis plan, ne. No, ampak to nismo v bistvu povedali, ne, da... Ja, Forda je malo degradiral. Forda v bistvu še zmeram, ni ga degradiral, še zmeram mu je ponujal pač sodelovanje. Ne? Ja, mislim, ga je degradiral, prej bi bil dopisnik pa to, pa ga je pa rekel, da bi kaj, ocenjeval restauracije. Ja, ampak kaj mu je ponudil, ne? Ja. Vrgo je kartico. Kartico je vrgo, ne? Tako, to je bilo res. Na, imaš. Spankartov komata, veš. Ščerko, kar za ženo, mislim, kar samo obdrž, reš, kaj denara na mizo vrš. Ja, bomo. To je že drug komad, zvečer v mesecu. Ja, to je že drug komad.
Drage poslušalke in poslušalci, če ste mislili, da bo ta rubrika ukinjena, ni, sam pozabili smo na njo. Včasih pa tako pride. V glavnem, ja, no, in pa še razlaga, kako integriteta tukaj, vidiš, Ford je imel integriteto. Ja, ker je Ford je šiznu in rekel brisači, ubiga. Tako ja. Kar v bistvu ni bilo nič kitajskega, ampak je pa trzno model. Mislim, ja, tle ful lepo napiše. Ja, ta je dober jok. V bistvu brisača se je pognala iz Harlovih rok, ampak ne zato, ker bi znala ubiti nekoga, ampak zato, ker se je un model toliko ustrašil, da je brisača letela iz rok. Tako da, ne, Ford je bil v tistem, veš, že imel iztegnjeno pest in že letel proti njemu, ne. In neki hotel od njega, ne. Ampak, ja, ne, sam kreditno kartico je hotel, tisto, kar je Harl dal na mizo, je hotel, ne. Točno tole, nič drugega ni bilo, ni benga. Ampak, a veš, ne, Harl pa, kukar je bil, ne, se tako, kukar avtor pove, da ne bi dosegel položaja, kakršen ga je imel v taki organizaciji, kakršni je ta bila, ne, če ne bi imel zdravo paranoičnega odnosa do življenja. Ne. Ja, tako, vsi vemo, ne. Ja, paranoiki so ljudje, ki so mu poznano. In tako, da se je Harl jadrno malo umaknil, če bi slučajno ga Ford hotel popesi, ker pač on se pa teh stvari naučil. Tako. In iz previdnosti se je ruknil v steno, ki je bila odzad, mislim, ne v steno, v bistvu v protiraketno steklo, kar je tako. Že huj, kot stena. Verjetno še bolj boli, čeprav po moje isto, ampak ja, ajde. In preprič ga je zmanjkal in se je pogreznil v neke kakšne že sanje, kakršne že kolno. Nekje, ja. Ja, no, v glavnem. Ford je pol ugotovil, da kva. Ja, on je zdaj malo ga je pregledal, ne, kaj si lahko sposoben. Ja, uno kartico itak pobasal, seveda, ne, itak, pa še malo po žepih pobrskal. Tako je, če že tam, ne. Najdu tošelj in je ugotovil, da bi ga malo še tam razbremenil, ne. Ja, le, kaj ker se je bal, da se mu kaj zgodilo, ko bo tako pritiskal na prstni koš. Da se ne bo človek zadušil. Ja, da bo preživel, ne. Tako, ja, valjda. On pa ne bi imel kaj tacga na vesti. Tega pa Bog ne dej. In pol je tle še ena lepa štorija o tem, da si taki ljudje kot Harl da si prvošijo družino sam za vikend, ker čez teden nimajo cajta. Ja. Najamajo si jo za konc tedna. Ja. Tako je. Tako. Ampak bistveno je bila pa neka najdba in neka kartica, ki je bila malo bolj jaka in pol je še šala z bančnim avtomatom. Seveda. Ampak lej, pojmo naprej. Ta kartica Ident.IK, ne. In to je pa nek, kako bi temu rekel zdaj? Osebna. Ja, sem osebna plus. Osebna z biometričnimi podatki. Biometričnimi podatki. Ne, to je zdaj osebna. Ne rabaš dodati več. Ne, dobro, ampak ajde, recimo, če hočemo, da pa če boste dodamo v kontekstu tega. Če boste na upravni noti in se boste pritoževali čez to, zakaj pa... Zakaj hočem Identika? Zakaj je, ne, ker to, recimo, pasoši so imeli biometrične podatke že full let prej, ne. Ja. In ljudje so se pritoževali, zakaj zdaj s temi osebnimi pa biometričnimi podatki, vmes pa imamo pa že vsi pasoši najbrž z biometričnimi podatki, pa pač noben ni niti opazil. Tako da pač, ne, to zdaj imamo, pa tako je. In v glavnem Fordu je bila ta stvar še bolj všeč, kot vse ostale. Da se kontrolirajo. Ja. Big neki, to, kar smo bili, big reptili. Ja, big reptili. Veliki reptili. Ja. Okay. In v glavnem ta biometrična reč je tako dobra, da se mu je zdelo, da to je tako Access All Areas kartica, ne, po mojem se mu je zdelo, da to je nekaj dobrega. Ja, to je tisti identity theft, ne. Ja. Če hočeš dokazati, da je drug. Mislim, ne, temu se reče izredno zanimive zamisel, kot je avtor rekel. Ali pa tako. Ja. In pol v bistvu ugotovi, da ta zamisel je res dobra in da rab še kompanjona in vpraša robota, če bi bil še malo srečen, ki ga je on že skekal v prejšnji epizodi. In roboti seveda za. Mislim, najprej ni, pa on pa razloži, da je bolj, da je za in je pol seveda za. Seveda. In sprav brisačo in se veselo zapodi skozi vrata. Ne. In pa še študira, da je bilo življenje zadnje čase nekam pusto, zdaj pa je vse kazalo, da bo postalo izjemno frudi. In pečino počali! Kdo ta čas?
Čas, kjer. Pusto. Je dolg. Čas je dolg, pojmo hitro na outro, ker Hvala, ker nas poslušate. Niste rekli hitro. Hvala, to je to. debatirajte z nami, ali se vam imate dobro na dopustu, karkoli pač od tega vam paše v vaš časovni okvir in to je to. Hvala lepa. Z vami smo bili, Peli, Aljo in Zi, in če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Ajde, To pol. je bilo pa zdaj neka reklama za Big Pharma. To tudi beremo, če rabite. Kdaj bomo mi neki big, da nas bodo ljudje lahko hejtali. To čakam, razumeš, da bomo mi big podcasteri, pa full nara, pa 4 bajte, pa probleme z njimi. Pa sem pa spet, spet moram imeti v Bad Clark in Hajn, kva pa. A ta druga apartma so mi razbili eni modeli iz, veš, to, kar sem... Pusto kartico, titanjusto, ne vem, kje je že. Platinasto, zeleno. Te probleme bi res rad imel, čeprav najbrž ne.